Kompjuter, ne? Okay. Dobro, bomo kar začeli. Torej, zakaj smo nocoj tu? Najprej še enkrat lep pozdrav. Moje ime je Marjan in bom vam nocoj v nekaj korakih oziroma v par slajdih predstavil to našo zadevo oziroma neko poslovno priložnost, katero smo mi spoznali in katero tudi seveda z veseljem delimo naprej. Zakaj še bolj z veseljem? Zato, ker je zadeva dokaj prilično nova v Sloveniji, par mesecev stara, tako da pač potem vidimo s tem tudi še, bi rekli, malo večjo priložnost, ker imamo kar nekaj trga pred sabo. Za katero firmo gre oziroma za kakšen poslovni model gre. V bistvu je zadeva čisto enostavna, nocoj bomo vam tudi v korakih razložili vse detajle, brez nekih skritih podrobnosti oziroma bi se reklo drobnega tiska. Gre za špansko firmo Ganancias Deportivas. Firma Ganancias Deportivas je španska firma, ki se ukvarja izključno z nogometnimi stavami. Po celem svetu seveda izključno z nogometnimi. To delajo že kar nekaj časa, več kot 10 let oziroma 12 let skupaj. 10 let so to delali samo kot napovedi in pa prodajali kvote, sedaj so se pa zadnje 2 leti tudi razširili na dejansko še na verzijo mrežnega marketinga, o katerem bomo zdaj tudi nocoj govorili. S tem, da pač naj povem, da zadeva je možna v večjih korakih, več strategij je možnih in pač, če zdaj kdo dobi občutek, ja, kaj mrežni marketing, to mene ne zanima, ne. Več možnih verzij je tudi mrežni marketing možnost, ni pa pogoj. Torej, zakaj se gre pri firmi Ganancias? Kot sem že rekel, firma je več kot 12 let na tržišču, posluje v več kot 50 državah po celem svetu in njihova mesečna povprečna uspešnost, njihova uspešnost je več kot 66% in pa zadeva tudi 100% transparentna. Zakaj govorimo o transparentnosti, bomo tudi sedaj spoznali v naslednjih korakih. Kako si lahko predstavljate firmo Ganancias Deportivas? V bistvu čisto enostavno, tako kot nogometnega trenerja. Vsak nogometni trener svojo ekipo pripravlja na tekmo in seveda avtomatsko tudi analizira nasprotno ekipo, seveda zaradi strategij, kako z svojo ekipo delovati. No, tako je isto tukaj pri Gananciasu, se pravi, oni analizirajo vse tekme oziroma vsa moštva po svetu in seveda s tem tudi s to analitiko potem oddajajo dejansko te športne stave in te športne napovedi, v katerih so v bistvu tudi zelo uspešni. Še nekaj besed o samih prvih glavnih možeh dejansko. Tukaj vidite, kdo je predsednik in ustanovitelj, potem izvršni direktor in pa višji analitik. Kot sem že omenil, sedež operativnega centra je v Granadi, v Španiji, sedež podjetja pa je v Kostariki. Zakaj v Kostariki? Zato, ker so pač tam lahko registrirano podjetje z licenco za športne stave, ker vemo, da pač po celem svetu to ni možno, seveda, pa tudi zaradi samih poslovnih stroškov vemo, da se pač vsak prilagodi državi, ki pač so najcenejši stroški dejansko, ne. So več kot 12 let v tej industriji, ampak aktivno v tej smeri pa so že od septembra 2018. Zadeva je dejansko trg z enormnimi možnostmi. Zakaj to govorimo? Zato, ker vsi vemo, tudi jaz vem, pa ker se pač ne ukvarjam drugače z športom, najmanj pa še športnimi stavami, ampak vem, da je pač te športne stave in te zadeve po celem svetu res se obračajo enormne količine denarja. Trg raste nenormalno hitro in dejansko nogomet je magnet za stave, kar še seveda sedaj bolj dokazuje zadnjo leto, bi rekli, zato ker kljub tej korona krizi in vsemu temu, kar zraven spada in sliši, te zadeve, bi rekli, te branže potekajo gladko naprej oziroma še z večjo rastjo. Zato, ker pač nogometne stave in pa seveda nogometne tekme se nadaljujejo, tako da vsa ta zadeva dejansko teče naprej. Tukaj vidimo mesečno uspešnost po mesecih za leto 2019, tako kot smo že rekli, se pravi na letni ravni, kljub temu, da imajo tudi kak mesec, bi rekli, slabi izkupiček, naprimer tukaj avgust 12,70 in pa tako naprej, ampak še kljub temu velika procentualna uspešnost. Tukaj so tudi rezultati dejansko za vsa 3 leta, se pravi 2018, ko so začeli, 2019 in pa 2020, in če tukaj vidimo tudi april 2020, ko je bil COVID, pa potem junij
6,3%, ampak kljub temu so bili uspešni 72%, se pravi za leto 2020. Torej skupna njihova povprečna uspešnost za te 2 leti in pa nekaj mesecev je več kot 69,20%. Kaj to pomeni? Jaz temu pravim, da pač gospodje, ki so tam zadolženi za ta potek, dejansko vejo, kaj delajo. Zakaj so tudi 100% transparentni? Zato, ker nas o vsem skupaj dejansko oni vsak dan sproti obveščajo. Kaj to pomeni? Firma Garancija si lahko jo v bistvu tudi predstavljate tako kot upravitelji vašega kapitala, vi ste pa pač investitorji in vas seveda ti upravljalci dejansko vsak dan obveščajo sproti o tem, kaj se z vašim kapitalom dogaja. Kako to izgleda in kaj to pomeni? Ja, oddajo nam napoved, oddajo nam rezultat, zato zadevo lahko tudi primerjamo, seveda sami na internetu, bilo kje. Zato pač je zadeva transparentna. Zakaj? Zato, ker nam vsak dan na Telegram kanal pošljejo takšno sporočilo. To sporočilo v bistvu je preko Telegram kanala. No, kaj je Telegram kanal? Je pač ena vrsta obveščanja, kot je Messenger, kot je WhatsApp in ne vem, kaj še pač se obstaja. No, firma Garancija uporablja Telegram kanal. In tukaj dobimo vsako jutro, dopoldan dobimo kar nekaj teh sporočil. Pik 33, na primer, pomeni, da je to pač 33. igra, ki jo v tem mesecu stavijo in analizirajo. Stake 1.5 pomeni, da pač vlagajo 15% sredstev. Kar je tukaj pomemben podatek, vsaj za mene, 15% sredstev, se pravi, ta stake ponavadi je od 1.1 pa do 1.2 največ, se pravi do 20% največ. In kar tu govori dejstvo, da ne vlagajo vsega kapitala dejansko v eno zadevo. Se pravi, delajo, razpršijo dejansko denar. In pa seveda kvota, pa potem še tudi tukaj to sivo območje, naprimer, kjer je tudi razvidno, kaj napovedujejo in pa med katerim moštvom in pa kdaj je igra in tako naprej. Se pravi, da zadevo lahko zmeraj sami tudi kontroliramo in pregledamo, če je zadeva transparentna in primerljiva. Temu poslovnemu modelu lahko mirno rečemo, da je to dejansko zaslužek med spanjem. Zakaj? Čisto enostavno, zato ker na naš kapital oziroma na naš vložek, na naš depozit, nam firma daje 20% na mesec bruto provizije dejansko med spanjem. Vsako jutro nekje do 5:30 ure mi na naš kapital dobimo 0,71% čisto vsak dan. 7-krat na teden 0,714% na naš račun ali na mesec nekje 20%. Neto to nekje znese pač na tej mesečni ravni 16,4%. Zakaj? Ja, vse posod je tudi neki davek, se treba tudi nekaj dejansko, bi rekli, odbiti. In pač na vsa vplačila in izplačila se plačuje 7% davek. Depozit, se pravi naš paket oziroma naša investicija je čas trajanja minimalno 6 mesecev, na to se po 6 mesecih naš depozit vrne na naš račun. Torej, kaj to pomeni? 16,4 neto oziroma v dobi 6 mesecev, se pravi v obdobju pol leta, mi z našim kapitalom naredimo nekje cirka 97% čiste provizije oziroma čistega dobička. Zato je pač zadeva, bi rekli, komot rečemo, da je to zaslužek med spanjem, saj v bistvu nismo naredili drugo nič, kot smo samo investirali kapital in pa ga potem po 6 mesecih oziroma po mesečnih zadevah tudi dobivali provizije. Se pravi 20%, kar je pa dejansko čisto ok in super dobiček glede na našo delo. Torej, kako zadeva deluje? Deluje čisto enostavno v 4 korakih, se pravi, kot stranka se odločimo za neko višino depozita, se pravi neki planirani sklad za vplačila. Analitični tim, se pravi stavni analitiki stavijo na 5 kontinentih, se pravi upravljajo z našim denarjem. O tem nas seveda vsak dan sproti obveščajo preko Telegram kanala in pa seveda, kar je najbolj pomembno, vsak dan dobiček v našo denarnico, čisto vsak dan dejansko. To, kar je v bistvu za nas najbolj pomembno, da pridejo neke provizije nazaj do nas. Tako izgleda njihova osnovna spletna stran, back office. Je res, da je osnovni jezik v španščini, je tudi v angleščini in pa še v nekaterih parih drugih jezikih, s tem, da pa vendar to tudi ne predstavlja nekega problema dejansko glede razumevanja, saj nam zdaj Google Translate pa Chrome Translate zadevo avtomatsko v nekaj sekundah
prevede, tako da tukaj ni nekih problemov z samim jezikom. Naj še vas tu upozorimo, da tega denarja oziroma vplačila oziroma depozita ne investiramo v smislu mesečnega financiranja, ampak denar položimo enkrat kot depozit za minimalno dobo 6 mesecev ali več. Torej ne plačujemo mi vsak mesec, ne vem, kot leasing ali kot neko investicijo, ampak denar položimo enkrat za obdobje 6 mesecev ali več in seveda od tega nam potem tudi dobivamo provizije, kot smo videli, 0,714% na dan. Kakšni so osnovni koraki za pristop k temu poslovnemu modelu oziroma kako pridemo do teh provizij? Prvi osnovni korak je nakup licence ali članarine. Licenca stane 100 evrov plus 7 evrov davka, se pravi 107 evrov damo za licenco in na to licenco nam ne gre tistih 0,714%. Kaj je tukaj razlika? Da nam licenca velja 1 leto. Depozit je minimalno 6 mesecev, licenca nam traja pa 1 leto. Drugi osnovni korak je nakup depozita oziroma se pravi naša investicija paket. Primer 1000 evrov. Ja, najvišja. Se pravi, osnovni paket je potem se pravi, drugi osnovni korak je nakup depozita oziroma paketa, od tam, kjer se začnejo potem tudi naše provizije. Tukaj je samo naj opomnim, da depozit 1000 evrov ni pogoj, tukaj smo pač dali samo zgolj primer za lažje razumevanje in tudi lažje preračunavanje. Torej, ti osnovni koraki so, prvi korak je nakup licence, se pravi nakup depozita oziroma paketa. Kaj nam to prinaša? 20% na mesec, depozit traja minimalno 6 mesecev. Kaj se zgodi po 6 mesecih? Ja, dobička imamo 1200 evrov in pa naš depozit se vrne nazaj na naš račun, torej dobimo v pol leta 2200 evrov nazaj. Za pol leta iz 1000 evrov. Naj še omenim tudi to, da te provizije, mesečne 20% na mesec, se lahko izplačujejo dvakrat na mesec od samega začetka. Nekje 15. in pa zadnjega v mesecu nekje so možno izplačila, na kar oziroma pač nakup depozita oziroma izplačilo depozita pa ni možno pred potekom 6 mesecev ali več, če se odločite za več časa. Torej, skupaj 2200 evrov, to smo videli. No, tukaj smo že prišli do tega, da najnižji paket ni 1000 evrov, ampak je od 60 evrov naprej. 60 evrov plus te 7% davka je to 64,50 evra plus 107 evrov licenca in smo za 172 evrov nekje, na grobo preračunano, smo lahko že del ene zgodbe, ki nam lahko začne prinašati pasivni prihodek. Koliko je pa teh 0,714% na dan v evrih, pa se seveda potem odločimo sami. Možnosti je več, strategij je tudi več, mi bomo zdaj samo dali samo par primerov, kar seveda ni obveza, potem se lahko vsak posameznik seveda sam odloči, kako in kaj. Torej, prvi osnovni korak je, oziroma prva možna strategija, kot smo že spoznali, je 20% na mesec. Kaj nam lahko 20% na mesec prinese, tako kot sem že omenil, je seveda odvisno od nas. Od nas samih, koliko smo pripravljeni pač, bi rekel, dati depozita, oziroma tudi seveda po naših zmožnostih. Tu so mesečni izračuni, koliko je 20% od našega kapitala na mesec, pa tudi ni v bistvu neke visoke matematike. Za nekoga je lahko to 50 evrov na mesec čisto dovolj, za nekoga 200, za nekoga 600, za nekoga 500, za nekoga 5000. Tu pa pač vsak mora sam pri sebi se vprašati, kaj mu kaj pomeni, oziroma kaj si želi v prihodnosti dejansko. Torej, po 6 mesecih se depozit avtomatsko vrne na naš račun. Kaj potem naredimo, je spet naša stvar. Torej, to je zdaj bilo dejansko prva strategija, kar je pač osnovni korak 20% na mesec in je to. Tukaj bomo sedaj tudi predstavili malo drugačno strategijo in sicer depoziti, se pravi višine našega kapitala oziroma našega vložka bodo iste, s tem, da je tu malo razlike v reinvesticiji oziroma v dolaganju nazaj. Kaj je tukaj zelo pomembno? Torej, če vložimo 1000 evrov,
je na mesec nekje 20% znese 200 evrov. Torej, na teden nekje imamo 50 evrov provizije. Zadevo lahko tudi, se pravi, te provizije lahko tudi reinvestiramo. Se pravi, lahko si izplačamo 2-krat na mesec, lahko jih pa reinvestiramo. Se pravi, da naš dobiček vlagamo nazaj k našemu depozitu, se pravi, da dolagamo svoj kapital na depozit. Torej, in če bi mi, primer, vsak teden 7-8 dan, ko imamo več kot 53,40 evrov, ker pač je 50 evrov je najmanjši paket za reinvesticijo, torej za glavno investicijo je najnižji paket 60 evrov, za reinvesticijo pa 50. In če to delamo 49 tednov, se lahko po enem letu, se pravi po 49 tednih, po enem letu na našem računu nekje nabere cirka 10.000 evrov. Zakaj? Je zato, da smo vsak teden naredili par klikov, se nam lahko v enem letu nekje pasivno nabere 10.000 evrov na našem računu. In kaj to pomeni, ko dosegamo enkrat 10.000 evrov na svojem računu? Ja, mesečni pasivni prihodek je lahko nekje 2.000 evrov bruto. Za par klikov na teden. In če to delamo eno leto, lahko pridemo do teh zneskov na mesec. Zraven. Tako da zadeva pač je interesantna, zadeva je. Seveda pa, tako kot sem že večkrat omenil, coj pa še bom, je vse odvisno od nas, kaj si pač, kje in kako se vidimo v prihodnosti. Tukaj seveda je spet, gremo naprej, višji je depozit, seveda so tudi višje potem provizije in pa višji znesek se nabere, rečemo po enem letu, spet je 49 tednov, pa da spet to reinvestiramo, je lahko za 2.000 evrov, je lahko potem mesečni pasivni prihodek 4.000 evrov. Seveda cifre v tem primeru rastejo, višji je depozit, višji je potem tudi znesek na računu in pa seveda potem avtomatsko 20% od 50.000 evrov je 10.000 evrov na mesec. Torej tudi, če se odločimo samo za 1.000 evrov in 49 tednov reinvestiramo, imamo konkretno avstrijsko plačo za 2.000 evrov, ker tudi vemo, da tudi v Avstriji je osnovna plača 1.500 pa nekaj evrov. Tako da je zadeva zanimiva. Dejansko pa zakaj? Nismo kaj dosti, bi rekli, s krampom delali in z lopato in ne vem kako fizično delo, ampak smo delali samo klike. Kaj je pa bistvena razlika? Ja, da smo se pač drznili nekaj novega oziroma nekaj drugega. Tukaj še primer za 50.000 evrov, 49 tednov, cirka $500,000 na računu po enem letu, se pravi 100.000 evrov na mesec. Tukaj smo pač predstavili samo par strategij, kaj je možno, ker marsikdo si reče, ja, kaj pa zdaj 10.000 evrov, kje pa ne zadobim 10.000 evrov, da bi jih vložil, da bi lahko pol imel taki mesečni pasivni prihodek, ampak ste videli, da se z malim zneskom tudi kar nekaj narediti, kar je seveda meni čar pri takih zadevah, pri takem podjetju, da lahko tudi začnemo mi, bi rekli, navadni ljudje delati neki posel oziroma neki pasivni prihodek. Da ni samo tisto, ko se reče denar dela denar, pa to samo za tiste velike, ki imajo ogromno količino denarja, ampak lahko tudi mi dejansko z malimi stroški delamo kar nekaj. Kako potekajo transakcijski sistemi? Zato, ker je tukaj več celin, več kot 50 držav, je tudi več različnih valut. Zato se je pač firma Ganancias odločila za enotno plačilno valuto, se pravi za vplačila in izplačila, izključno samo za to. In so se pač odločili na inovativen pristop in vsem zdaj že tudi dobro znan Bitcoin. Kako zadeva poteka? Tudi v bistvu čisto enostavno, ni nekih nobenih problemov, marsikdo reče, ja, pa se Bitcoin raste pada, ja, res je, ampak to na nas v bistvu ne vpliva. Mi kot stranka se odločimo za neko količino kapitala oziroma za neko količino depozita. Edini pogoj, kaj je, sicer firma Ganancias ne pogojuje, katero kriptodenarnico moramo imeti, ampak samo pač, da jo imamo. Katero bomo imeli, je na nas samih. Torej, iz interneta si naložimo na telefon ali na računalnik, kamorkoli, bilo katero kriptodenarnico, e-wallet oziroma e-denarnico. Teh denarnic je kar nekaj na tržišču. Je Coinbase, je Wirex, je Selflex, je Cryptomat, je Blockchain, je kar nekaj tega. Se pravi, mi si to kriptodenarnico naložimo, je tudi zastonj, ni plačljiva. Se pravi, prvi korak evre, si evre nakažemo na to kriptodenarnico, kjer se še v istih minutah ti bitcoini za vplačilo licence in paketov nakaže na podjetje Ganancias, na platformo Ganancias,
kjer se avtomatsko spet vse pretvori v evre, v par minutah in vse potem ostalo, vse provizije, vplačila, izplačila so vidne na platformi v naši spletni pisarni v evrih. Tako da potem tudi ni tistega bojazni ali straha, koliko je danes Bitcoin, koliko bo jutri in tako naprej, vse je v evrih. Isto velja za korake nazaj, ko si izplačujemo provizije ali potek paketa, po istih korakih nazaj. Firma Garancija naše evre pretvori v Bitcoine, jih pošlje na našo kriptodenarnico, kjer si jih lahko sami ali pustimo v Bitcoinih, ali se jih potem prenakažemo na svoj bančni račun ali kamorkoli drugam v evre in je to pač to za uporabo naprej. Ali vsakdanjo rabo, ali reinvesticijo, ali pač kakorkoli. Tukaj sedaj vidimo, v tem slajdu vidimo našo spletno pisarno. Tukaj je spletna pisarna enega uporabnika in tukaj zgoraj v desnem polju popiše Inversion Total. Tukaj se vidijo, v tem polju se vidijo naše investicije, se pravi naš depozit oziroma naš kapital. V tem primeru pač uporabnik ima 27.000 evrov lastnega kapitala notri. No, tukaj je to vidno, ali je to 60, 100, 500 tisoč oziroma pač koliko se odločimo. Tukaj v tem rdečem kvadratu spodaj, ko piše Garancija Generada, tukaj se nabirajo naše dnevne provizije 0,714% od našega investicijskega kapitala. Se pravi, vsak dan se tukaj nabira 0,714%, koliko je pa to v evrih, je pa seveda odvisno od našega vložka. V tem kotu zgoraj levo, saldo disponible, no tukaj nas pa čaka naš kapital oziroma naše provizije za ali izplačilo dvakrat na mesec na svoj račun nazaj, ali za reinvesticijo, ali nekaj izplačila, rečemo zdaj v tem primeru, si rečemo, gled, 1000 evrov rabim, si bom jih izplačal, 800 evrov bom pa reinvestiral. Možnosti je več, nišče ne pogojuje, to se spet vsaki uporabnik odloči sam. Tukaj dole, ko vidite te kroge, 22.3, to nič drugo ni kot odštevalnik časa oziroma odštevalnik tednov. Se pravi, ko vplačate osnovni pogoj, licenco, ki velja 52 tednov, se nam tukaj pojavi gori 52 in nam dejansko to odšteva. Odšteva nam čas veljavnosti naše licence. Tukaj smo še globlje, eno stran globlje v naši spletni pisarni. To dobi vsak, da si svojo, ko se registrira, si pač določi svoje uporabniško ime in geslo in pač on samo to ve in pač lahko samo do tega dostopa. No, tukaj globlje notraj se vidijo dejansko vse naše, bi rekel, investicije, izplačila in vse se vidi po urah, po datumih, vse, kar smo kdaj delali. No in kaj je tukaj primer? Primer uporabnika, ki je imel svojega depozita 1000 evrov, se pravi svojega vloženega kapitala. Zadeva finalizator pomeni, da je zaključena, 170 dni, se pravi pol leta je minilo in je nazaj na svoj račun dobil skupaj 2200 evrov. Tukaj še en primer uporabnika z paketom 10.000 evrov oziroma z investicijo 10.000 evrov, zadeva tudi zaključena po 6 mesecih. Naredil je 12.138 evrov provizij, se pravi skupaj po 6 mesecih nazaj 22.138 evrov. Kakšna so dejstva? Dejstva so čisto preprosta in enostavna. Dejstvo je, da nam dajejo 20% na mesec oziroma 0,714% vsak dan na naš račun, ne glede na to, kaj jim uspe ali kaj jim ne uspe. Glede na to, da imajo mesečno povprečno za 2019 66,59%, no, decembra leta 2020 so celo naredili 243%, tako da potem ni neke težke bojazni, da ne bi morali izplačati 20%, če še njim ostane vedno 243 oziroma 223% v tem primeru. Torej, poziv oziroma povabilo vsem, ki ste nocoj z nami tukaj, registrirajte se danes brezplačno, registracija je brezplačna, ne stane nič, da pridete do tiste spletne pisarne, potem se pa seveda sami naprej odločite korak naprej, ali si želite še kakšni dodatni pasivni prihodek na mesec, ki vemo, da vsakemu zelo prav pride, ali pač ni. Tako tudi lahko postanete del ene izmed uspešnejših ekip. Zakaj? Zato, ker pač, kot sem že na začetku omenil, je zadeva dokaj nova v Sloveniji, stara par mesecev, nismo še zasledili, da bi še kdo drugi to nekje tržil. Tako da še imamo dejansko tudi celo Slovenijo za priporočati, se pravi, da lahko priporočamo tudi drugim.
Se pravi, enostavno je to dobra podlaga za vaš posel, lahko je to vaš bi rekel, dodatni posel, uro na dan ali pa še to ne, pač če delimo naprej ali pa ne, pa seveda je tudi od nas samih odvisno. Nekaj besed še na hitro o industriji mrežnega marketinga, zato ker pač se marsikdo, ko sliši mrežni marketing, se mu malo lasje postavijo po konci. Glejte, mrežni marketing na svetu je že od leta 1950, pomeni, da ima kar nekaj zgodovine in je trenutno največji delodajalec na svetu. Torej pomeni, da zadeva funkcionira. Ima nadpoprečno rast, še posebej zdaj. V zadnjem letu je nenormalni procentualni porast, bi rekli, za mrežni marketing. Vse več firm, vse več večjih svetovnih korporacij pač se pridružuje, bi rekel, poslovnega modela mrežnega marketinga za poslovanje. Zakaj? Ja, čisto enostavno, ker s tem dobijo tudi dejansko več zagonskega kapitala in pa se pravi obojestransko zadovoljstvo. Dobijo več strank in kapitala, s katerim lahko upravljajo. Za nas je pa tudi seveda to dobro. Zakaj? Zato, ker od svojega kapitala nekaj imamo. Vsaki podjetnik, ki skrbi za svoj kapital, ve, da pač, da mu denar na banki ne koristi nič, saj je to mrtev kapital in ga raje pač obračamo, da dejansko denar dela denar. In kaj še je tukaj pomembno? Seveda mrežni marketing je edini način zagotoviti neomejene možnosti dohodka za vse, ne glede na starost, poklic, izobrazbo ali družbeni razred, kar je seveda dokazano. Zakaj mrežni marketing za nekatere ne funkcionira? Ja, čisto enostavno, zato ker prehitro obupamo. Pogledamo si neko uspešno stvar, seveda smo zelo zagreti, 2-3 dni, avtomatsko seveda priporočamo vsem svojim, potem dobimo 2 neja, 3 neje, 5 nejev, pa ti nekdo reče, ja, se spet so ti možgane oprali, pa to je čisti nateg. Pa smo padli. In rečemo, da zadeva ne funkcionira. Ne, ni res, zadeva funkcionira, ampak mi ne funkcioniramo, oziroma prehitro pač obupamo. Tukaj še bomo spregovorili nekaj besed o tej licenci oziroma o tej članarini. Torej, zakaj mi moramo dati 100 evrov letno? Ja, zato, da imamo spletno pisarno, pa da se vse te zadeve vodijo in tako naprej, ampak teh 100 evrov letno nam tudi nekaj nudi za to še dejansko, še poleg tistega, ne? Še dodatne vrste zaslužka. Torej, prvi korak smo že spoznali. Dobiček 20% na mesec, glede na naš vloženi kapital, ta korak zdaj že znamo. Kar je drugo še možno, se pravi, nekdo reče, mene zanima teh 20% provizije, jaz drugo ne rabim, ne bom novačil ljudi v mrežo, ne bom nikogar iskal, to ni za mene, ok, ni noben problem. Tudi se tukaj nobena zadeva ne pogojuje ena za drugo, se pravi, da bi moral imeti mrežo, če želiš dobiti teh 20% ali obratno, ni nujno in ni pogojeno. Če pa si želimo še kaj dodatnega zaslužka oziroma še dodatnih provizij, razen teh 20% od našega kapitala in zadevo seveda tudi pošteno naprej, bi rekli, priporočamo, da še tudi komu drugemu pomagamo za kaki pasivni prihodek, ker vemo, da vsakemu zelo prav pride na mesec, pa tudi, če je to en tank benzina, ok, je nekaj. No in če tudi to delimo naprej, se pravi, da delamo mrežo oziroma priporočamo zadevo naprej, so tukaj še dodatni bonusi. Je licenčni bonus za vse direktne partnerje, ki jih pripeljamo, potem je tukaj unilevel bonus, do 8% še lahko dobimo provizije na 4 nivojih, potem je tukaj še binarni bonus od 6 do 10%, spet odvisno, katero stopnjo, karierno stopnjo dosegamo in koliko prometa seveda v skupini. Pa še tukaj karierni bonus, to so tudi še enkratne nagrade izplačila, od 1000 do 50 000 evrov lahko tudi dobimo. In pa še 6. korak, stave je tudi opcija, ni obvezna. To je za ljudi, naprimer, kateri se zelo radi ukvarjajo sami z zastavami, kateri že zdaj, naprimer, se ukvarjate z zastavami, ki vam je to pač šport oziroma zanimivost. Lahko tudi te stave oziroma te njihove napovedi, ki smo prej videli v Telegram kanalu, tudi sami uporabljate. Ni pa nujno. Ni nujno, da jih uporabljate, ni pa tudi nujno, da jih ne uporabljate. Pač možnost je. Torej, kot sem že prej omenil, ti koraki od 1 do 6 se ne izključujejo en od drugega, ampak se seštevajo. In tudi bonusi, vse te provizije se dejansko seštevajo. Tako da možnosti je več pri vsej tej zadevi dejansko, ne, da se lepo priti, bi rekel, do nekih provizij, seveda, če si to sami želimo. Kar je pač razlika, moramo si samo želeti oziroma moramo se videti nekje v prihodnosti, kako želimo pač
bi rekli, živeti po domače. Tukaj so še tudi dodatne provizije na tim, se pravi, če se odločimo za mrežni marketing, so še tukaj dodatne provizije, dejansko glede na promet, ki ga ustvarjamo v svoji mreži, dejansko v svoji ekipi, saj dejansko potem tudi postanete neko, bi rekli, malo mikropodjetje, ne? Saj, če imate nekaj ljudi v svoji mreži, ste že tudi dejansko, bi rekli, lahko neki mali podjetnik dejansko, ne? Tako da zadeva pač ponuja več možnosti, več strategij, nocoj smo šli samo pač nekih par strategij skozi, še je kar nekaj tega, ampak mislim, da je to za prvi del oziroma za prvo štartno informacijo po moje čisto dovolj. Seveda, če si kdo želi več, z veseljem tudi to razložimo, povemo seveda, ampak mislim, da so najbolj osnovni prvi koraki za informacijo. Tukaj je zadeva zaenkrat zaključena, kar se tiče prvega dela.